Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. V Mursko-Soboški bolnišnici se soočajo s prezasedenostjo. Skupina Metul posnela nov videospot. Zaradi pirotehnike v decembru še vedno veliko prijav. Vreme oblačno bo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjem Pomurskem dnevniku. Splošna bolnišnica Murska Sobota se zaradi porasta respiratornih okužb sooča s prezasedenostjo kapacitet. Številke bolnikov so se v primerjavi s prejšnjimi tedni zvišale vsaj za 30%. Na Mursko-Soboškem urgentnem centru v zadnjih dneh beležijo precejšnjo gnečo. Čakalnice in opazovalnice so prezasedene, saj beležijo za vsaj tretjino več bolnikov z respiratornimi okužbami kot v prejšnjih tednih. Kar veliko bolnikov čaka na sprejeme v prostoru urgentnega centra v opazovalnici, kjer je običajno mesto za 12 bolnikov. Danes jih je za sprejem čaka 21 bolnikov. Gre za bolnike, ki že potrebujejo bolnišnično zdravljenje, a zanje trenutno ni prostih kapacitet. Kljub temu v največji pomurski zdravstveni ustanovi zagotavljajo, da bodo poskrbeli za vse bolnike, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Danes se odpira novi oddelek, dislocirani oddelek internega infekcijskega pljučnega oddelka z 15 posteljami. V bolnišnici pozivajo, da naj občani v primeru blažjih zdravstvenih težav poiščejo pomoč najprej v zdravstvenih domovih, a tudi v zdravstvenem domu Murska Sobota so ambulante polno zasedene. Zdaj že nekaj tednov opažamo velik porast virusnih okužb, zdaj se je k temu pridružila počasi že sezona gripe in to povzroča seveda veliko obremenitev tako v naših ambulantah družinske medicine kot seveda tudi v naših dežurnih službah. Da bi zmanjšali širjenje okužb, so v bolnišnici prepovedali obiske. Ti so dovoljeni le izjemoma v intenzivni enoti in porodniškem bloku, seveda po predhodnem dogovoru z zdravnikom. To je začasen ukrep, da se situacija nekoliko umiri. Ta ukrep bomo seveda sproti evaluirali in po potrebi tudi prenehali. Ukrepi pa bodo po vsej verjetnosti trajali še nekaj časa, saj pravi vrh respiratornih okužb v bolnišnici pričakujejo šele v naslednjih tednih. Veliko je bilo druženja med nami, tako in drugače, kar je prav, seveda, vse so prazniki. Vreme se zdaj otopljuje in kaj je zopet idealno za raznos in za te okužbe. Zato velja nasvet zdravnika, kako lahko sami pripomoremo k zmanjšanju okužb. Če nekdo zboli, se pravi, dobi vročino, se pojavijo neki respiratorni simptomi, da seveda ostane doma, da ne hodi nekam v družbo oziroma neke prostore, kjer je več ljudi. Seveda ob tem higienski ukrepi, higiena kašlja, da se kašlja v rokav ali pa v robček ali pa se seveda tudi nosi maska. Torej vsi ukrepi, ki smo jih bili vajeni že v času covida, tudi temeljito razkuževanje rok. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni tudi v osrednjem delu našega Pomurskega dnevnika. Kljub temu, da so prazniki že mimo, tiste glavne zabave, ki smo jih imeli vsi radi, bomo danes v našem studiu malce glasbeno obarvani. V našem studiu je poseben gost, gospod Robert Režanja. Lepo pozdravljeni. Sicer pa, gospod Robert, vi prihajate iz skupine Metul, ki jo verjetno naše gledalke in gledalci dobro poznajo, pa kljub temu neke novosti so na tržišču in čas je, da sva se tudi midva srečala v našem studiu, kaj ne? Ja, še enkrat najlepša hvala za povabilo v studio. Mi smo veseli, ko prihajamo v novo leto polni optimizma, dobre glasbe in seveda prinašamo tudi novo skladbo. Slovenci znamo ga piti. Tako mislim, da Prekmurci nemamo s tem problemov, tako mislim, da se skladba dobro tudi prijela tudi vašim poslušalcem. No pa posneli ste tudi za novo pesem videospot, kar pomeni, da je verjetno tudi kakšen nepozaben del spota ostal kje v spominu? Ja, seveda, iskali smo Prekmurce, smo pravili, če je to takšen spot, mi smo prekmurski band, in seveda smo zdaj iskali Prekmurce in seveda
Najprej smo gledali, če imamo v rodbini kakšne vredi, kakšne potencijale. In seveda na koncu je tako se zgodilo, da od našega bobnara smo praktično pobrali 3 kvartale familije. Tako so bili in za šankon in tudi na drugo strani. No pa seveda tudi moram tudi počrtati, ker smo sodelovali z oktetom Belmura. Oktet Belmura, tudi znani, se pravi, oktet iz Prekmurja in seveda nekaj domačinov, tudi iz Čerensvec, tam sem tudi jaz doma, pa moj brat. In smo našli nekako skupno točko, sem prav, eno uvod, eno obrano prekmursko petje, oziroma s tem primeru smo slovensko varianto napravili. In mislim, da se je to sodelovanje med Metulji pa Belmuru v eni taki skladbici dobro izšlo. Kje ste snemali, kdaj ste snemali, ali je to bilo še verjetno pred novim letom? Ja, snemali smo pred novim letom. Začeli pa smo seveda tako po dobro staroj prekmursko navadi v Vinsko kleti. In bili smo v Vinsko kleti v Bogojini, taka resen, lepo urejena klet. Smo tudi porobali kaplico, ne smo samo na suho, kako pravimo, imeli to snemanje pa petje. No, te pa smo se preselili v Beltince, kjer smo pa tudi v Geza pubi posneli še pa ostale kadre. Tako smo evo zaokrožili v tom deli Prekmurja. Torej, zdaj zagotovo lahko potegneva eno črto in rečeva, da kljub temu, da ste 35 let na sceni, niste zaspali, kaj ne? Probamo vsake toliko časa nekaj dati od sebe. Takrat lansko leto smo dali Micike Petice Hujckala, kar je bilo jako zabavno širom Slovenije, ker praktično skoraj redko kdo je razumel, kaj pomeni hujckati. In na to visual, na to finto ali foro smo res se hecali marsikateri glasbeno ali pa TV studiji. Ste pesem že predstavili publiki? Ja, se pravi, pesem smo že predstavili, je že, se pravi, videospot se vrti, dobro se vrti, ugledanost je, mislim, glede na čas, jaz sem več kot zadovoljen. In kar najbolj pomembno, že v teh prvih nastopih refren ljudje z nami spevljajo in to je to. Ja, je taka domača, taka, kot ste rekli, tam, kjer se ljudje najraje podružimo dejansko, si ponavadi kaj takega tudi zapojemo, ne? Kdo je napisal pesem, gospod Robert? Tekst, kje je nastal? Tudi za kakšnim šankom? Moram poprispeti tako eno tisto praznično vzdušje, že pred Martinovim, pa tako, že v tistem času človek bolj tako razmišlja optimistično, pa kakšen deci vine mu zapaše. Tako da tekst pa besedilo, to je moje delo, tako da ostalo seveda pa smo snemali s skupino Metulj. Super, torej skupina Metulj, mislim, da vas dejansko res ni potrebno posebej predstavljati, pa kljub temu, glede na to, da smo zaštartali leto 2025, kakšni so vaši plani, načrti za letošnje leto? Ja, mislim, da bo zdaj prvi takšen nastop na seveda januara na preditvi Zapojmo in zagrajmo po domače v Murski Soboti, tako da pridemo tega domače, ponovno domov, pridemo za špila, tako da se veselim tega nastopa in predstavitve pesmi živo. Še kakšen nov videospot tam ob koncu leta? Če bo po sreči za 35 let bi pa radi vse te naše skladbe, štere so resen ljudje dobesedno izbrali, od Idem doj po Kobili, Glejte Jazbeca, Paloma Blanka, Prišle so štorkli nazaj in tako naprej, da bi dali eno kompilacijsko ploščo, tako da za en spomin, ker jaz težko, če bi pred 35 leti što prav dečki vidje, pa 35 let igrali v kjer prav tis na glavo spadno. Če zdaj le obrnete verjetno tudi list in pogledate teh 35 let, so verjetno zelo hitro minila, ne? Zelo hitro in mi se v skupini Metulj zdaj zabavljamo, pravimo, glej, tem so hodile dekline na dobro muziko, pa na mlade, lepe dečke, ne? Zdaj pa hodijo barše na dobro muziko. Ampak energija je tista, ki šteje, ne leta. To pa ja. Tako da, Robert, mogoče še kakšno voščilo, glede na to, da smo šele dobro zajadrali v 2025 za gledalke, gledalce? Z velikim veseljem. Jaz želim vašim gledalkem in gledalcem res eno uspešno, srečno, zdravo novo leto in seveda z obilo dobre glasbe, skupina Metulj. Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda nasnidenje, če ne prej ob praznovanju 35-letnice. Hvala tudi vam za povabilo v studio. Mi, drage gledalke in gledalci, pa seveda nadaljujemo z našim Pomurskim dnevnikom. Mesec december je znan kot čas prazničnega vzdušja, a obenem tudi kot obdobje uporabe pirotehnike. Preverili smo, koliko kršitev uporabe pirotehnike so obravnavali na policijski postaji Murska Sobota.
Zdravstvene ustanove in policija vsako leto opozarjajo na povečano število poškodb povezanih s pirotehniko. Najpogostejše so opekline, izgube prstov ter poškodbe oči in sluha. V mesecu decembru 2024 je bilo na območju Murske Sobote prijavljenih 15 primerov kršitev z uporabo pirotehničnih izdelkov. Skupaj je bilo zaseženih 98 prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Prijave o kršitvah strani pirotehničnih izdelkov se v večini primerov nanašajo na nepravilno uporabo oziroma na mesta, kjer le to ni dovoljeno. Ob tem so policisti spomnili, da se je letošnjega 1. januarja pri uporabi pirotehnike lažje poškodoval mlajši moški, ki so ga oskrbeli v murskosoboški bolnišnici. Poglejmo še vreme. Danes je bilo pretežno oblačno, kakšna pa je napoved za naslednje dni pa v nadaljevanju. Danes je bilo v Pomurju pretežno oblačno. V Krajinskem parku in Murski Soboti so namerili 13 stopinj, v Lendavi in Radencih pa 14 stopinj Celzija. Jutri se bo čez dan od zahoda ponovno pooblačilo, nekaj sonca bo še na severovzhodu, v zahodnih in južnih krajih bo popoldne znova začelo rahlo deževati. Ponovno se bo okrepil jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 7 do 13, v severozahodni Sloveniji pa okoli 5 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji pa bodo jutri na Ptuju 3, v Mariboru 4 in Murski Soboti 5 stopinj Celzija, čez dan pa se bodo temperature gibale med 8 in 10 stopinj. V četrtek bo sprva večinoma oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Ob morju se lahko pojavi jugo. Toplo bo. V naslednjih dneh pa v Murski Soboti ob jutrih lahko pričakujemo kar razpon temperatur od -4 do 8 nad ničlo, čez dan pa se bo živo srebro gibalo med 1 in 12 stopinjami Celzija. To je bilo vse, kar smo vam za danes pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Vkolikor želite izvedeti še kaj več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pa pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala lepa za vašo pozornost in na snidenje spet jutri.